Avto pod ozuni izgleda, kot da ga je en s petardo počesal. Naslednja za prečesati je pa Honda in kakorkoli tale Jazz lušten zgleda, kaj če bi mi raje pogledali ta novega Type R. Le kako fajn, spodje so glih odprli pokrov motorja. Veš kva, bom da jaz kar ruzak mal dol, pa se bom jaz noter usedel, prav. Značilni rdeče črni sedeži, to mi je všeč. Pali trvati. Vum, vum, vum. Si slišal, vum, vum, vum je rekel, veš, to pomeni verjetno, da menjalnik dobro gre. How do you like the gear shift? Good? Very good. Veš, hecen gospod, ki je sedel v tem avtu pred tem, ko se je ravno kar noter usedel, je bil s Hyundai'a in je ful občudoval, kako gre dobra prestavna ročica, kako so kratki hodi prestavne ročice. You like the gear shift? Okay, perfect. Okay, perfect. Ja, vidiš? Pa še ena ful dobra stvar, tukaj je serijska številka tega avtomobila, le zdaj to. Tale avto ima same nule. Kar se pa školjk tiče, dobro primejo cel telo, ampak meni je bolj to hecen, da v kjerkoli drug športni avto daš rdeče sedeže, ne izpadejo toliko dobro kot v Type R-ki. Tale se mi zdi, da je tudi kar navdušen. Všeč mi je tukaj pri volanu to, da kraljuje merilnik vrtljajev, ne pa merilnik hitrosti. Vidiš, ta je postavljen čist na sredino. Avto pod ozuni izgleda, kot da ga je en s petardo počesal, a ni hudno. V bistvu je zelo zvest koncept oziroma avto, ki ga je napovedal že nekaj časa nazaj. Lej to erotiko, no. Kar se mene osebno tiče, jaz mislim, da avto izgleda bomba, škoda, ki jih verjetno v Sloveniji ne bo prav veliko, še manj je pa hudo, da se verjetno nikoli ne bomo nobenega usedel tako, da bi ga pelil. Veš, da sem pa pri Fordu in tukaj je največ zanimanja požela ta nova Fiesta ST, pri kateri morate vedeti samo 3 stvari. 1,5 litrski motor, 200 konjev in pa pospešek do 100 v 6,7 sekunde, ampak kljub vsemu še veliko bolj pomembno kot to je pa preprosto dejstvo, da so njeno podvozje poštimali strokovnjaki z oddelka Ford Performance in oni zadevo obvladajo, tako da sploh ne dvomim, da se bo tale avto pelil odlično. Jurija, si ti vedel, da je stik v bistvu iz Lego kock narejen? Jaz sem mislil, da je to tvoja replika. Ne smeš tega, Jure, sva vadla, ne smeš tega povedati. Zdaj, kar se Forda tiče drugih večjih novostih, ni velike podarka na športnih izvedenkah in ker smo že glih pri teh, moram pa omeniti 2 kar legendarna avtomobila. Tale nalepka dosti pove, a? Veš, tale dirkalni Focus je bil leta 1999 narejen posebej za Colina McRae'a, s katerim se je potem tekmovalo na Safari Rallyju in že v svojem 3. eventu je ta avto domov odnesel zmago. Colin, slava ti, pa hvala, ker si tako dobro vrtel volan, da smo ob tem lahko vsi uživali. Pa še ena cestna legenda je Escort RS Cosworth z 2-litrskim turbomotorjem, 227 konji, pa pospeškom do 100 v 6 sekundah in to v 90-ih. Stari, ta avto je leto kasneta skera, pa še zdaj dobro zgleda, ne glede na to, da je spoiler groteskno velik. Jure, kaj zdaj? Ne, lahko jaz ne. Ne smeš. Ok, povej. Upam, da si naredil, še preden sem jaz prišel. Vse veš, katero avto je tam. Kjer? Poklon legendi, ne? A ja, Colinu. Colinu. Pa tega sem najprej naredil. Hvala Bogu. Ne, jaz sem zate eno avtomoto. Tale Mirage. Ali GT40 tamle zadnji? GT40. GT40? Sam pogled telefeltrice. Ne se bom rekel, sam tih bom, a prav? V bistvu še sebe ne bom kazal. Veš, se takole človek razmišlja, da bi si ga omislil, sam hodička stane 4 milijone evrov, ampak ropota pa kada je vreden 12. Vidiš, se ta nov je tudi fukiš, pa zloben, pa hud, pa še kar je takih besed, ki pašejo takim avtom, ampak pisma, no, ni pa tako dober, kot ta star, tako dober, kot original.